Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani Zoran Stevanović, predsednik stranke Resnica. Dober večer in dobrodošli. Lep dober večer. Dober večer tudi vašim sledilcem in vaši ekipi. Hvala. Jaz si bom vzela kot prva seveda minuto ali dve za uvod, ne bom predolga, da se ne ponavljam. Vemo vsi, da so volitve pred vrati, da je volilna kampanja že v polnem teku, čeprav naj bi se pravzaprav šele začela, da je dogajanje zelo razgreto, da ugotavljamo volilci, da bo naš glas to pot imel še morda malček večjo veljavo in da delamo pravzaprav sami po sebi že vse, da bi se v čim večji meri angažirali, da bi šel velik del volilnega telesa 24. aprila oziroma na vseh ustreznih predmožnostih oddati svoj glas, povedati, kaj si pravzaprav mi želimo v Sloveniji v bodoče, kajti to, kar imamo ta trenutek, jaz mislim, da je za veliko večino nesprejemljivo stanje. Mislim, da ne bom povedala nič novega, tako da povzemimo tako, da smo se pravzaprav morali prebuditi in da je skrajni čas, da storimo tudi državljani tisto, kar je naša osnovna, ne samo pravica, ampak predvsem dolžnost in tudi odgovornost do prihodnjih rodov, to se pravi, da gremo na volitve in oddamo svoj glas. V skupini, koga bomo volili, seveda že sam naziv naše skupine pove, s čim se ukvarjamo, poskušamo ugotoviti, koga izbrati, kdo nam ponuja največ, kdo nam največ obljublja in kdo se k največ tem obljubam tudi zavezuje, kar je sila pomembno, saj smo spoznali na lastni koži, da marsikdo obljublja marsikaj, pa se na koncu izkaže nekaj povsem drugega in to zdaj pošteno plačujemo. To svojo naivnost. Zoran, ti si moj 5. sogovornik, midva se tikava, ker se že nekaj časa poznava preko Facebooka, tako da sodelovala sva pa tudi že v zvezi z volilno zakonodajo, tako da ne bo koga presenetilo, bomo danes majčkeno bolj sproščeno se pogovarjali, tako da še enkrat dobrodošel. In bom tako povedala, v bistvu, da bova na hitrico naš scenarij, da bova kljukico naredila, bom za minuto, dve predala besedo kolegu gospodu Emilu Milanu Pintarju, ki je koordinator Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema in to se pravi tisti odločilni glavni, ki bo mogoče s tabo se pogovoril samo o tem, da smo veseli, da si nas podprl in mogoče izpostavil še točno stvar, no ne vem zdaj, tako da mu predajam besedo, potem pa hitro nazaj povzamem in gremo na aktualne teme. Gospod Emil Milan Pintar, izvolite, prosim. Jaša, hvala za besedo, lep pozdrav vsem, seveda pa posebej še predsedniku stranke Resnica. Glejte, zdajle, ko verjetno načrtujete, da boste šli na volitve, zdajle verjetno zbirate kandidate, pri tem ste pa naleteli na nek velik problem. Sedanji sistem namreč omogoča vam kot stranki, da kandidirate, vendar je smiselno kandidirati samo, če ste sposobni kandidirati v vseh volilnih enotah, zato ker morate zbrati 4% glasov, vseh glasov v Sloveniji, da bi dobili to šanso, da pridete v državni zbor. To je ta razlika. Mi smo predlagali sistem, ki to omogoča tako skupinam državljanov kot neparlamentarnim strankam, da pod istimi pogoji grejo v boj za svojega poslanca v vsakem volilnem okraju posebej. Mene zanimata zdaj predvsem oziroma dve stvari. Prvič, kako vi vidite vaše šanse, da zberete vse tiste stotine podpisov, da greste kandidirati in ali sploh vidite šanso, da boste lahko kandidirali v vseh volilnih enotah in da boste zbrali te glasove. To je en del vprašanja in drugi del vprašanja je, če bi naš sistem veljal, bi seveda bilo nekaj popolnoma drugega.
Ko ste pregledovali naš predlog, imate kakšne posebne komentarje k celotnemu predlogu? To sta dve vprašanji. Lahko začnem? Seveda, izvoli. Ja. Še enkrat najlepša hvala za možnost, da se tako malo pogovorimo. Dejstvo je, da ob vsej tej medijski blokadi, ki jo nažalost doživljamo, vsaka taka iniciativa pride kot balzam na ramo. Mi smo v prvi vrsti nastali kot neko državljansko gibanje, ki ne bi opozarjal na vse te probleme, ki se nam dogajajo v zadnjih 30 letih. Mi jim rečemo režim, ne kot nekaj oprijemljivega, ampak kot neka politična logika, ki jo v Sloveniji neprestano doživljamo. Velikokrat sem omenil, da funkcionira cel sistem na ta način, da imamo pač na desni strani globoke države postavljen en kult, ki se imenuje Janez Janša, na podlagi neke marginalnih tem, na podlagi polpretekle zgodovine obvladuje stabilen del volilnega telesa, na nasprotni strani pa pač predstavlja zlobnega zmaja, proti kateremu ljudje volijo. In bojo volili za vsakogar, ki jim ga mediji prikažejo kot neko alternativo temu delu. In opazili smo, da če samo opozarjamo na to težavo, pa na to politično logiko, da smo je mrači, zato smo mogli ponuditi neko rešitev. Da bi ponudili rešitev, smo pa potrebovali politične ambicije. Se pravi, strinjali smo se s tem, da sprejmemo njihovo igro tako, kot je, in jih pač premagamo v njej. In tej igri se reče proporcionalni sistem voljenja, ki je izredno nepravičen. V prvi vrsti mi mislimo, da je nepravičen v bistvu zaradi tega, ker je čista igra na srečo. Dejansko imajo te etablirane stranke denar, zmerijo se v tistih okrajih, kjer so izvoljivi, in tja nastavljajo vedno ene in iste ljudi. Zato imamo 70% ljudi v parlamentu istih. Ostalih 30% je pa ponavadi balast, ki so bili slučajno po neki igri sreče pač izvoljeni v ta parlament. Druga stvar, ki nas izredno moti, je ta, da so neke stranke pač nastale na nekih imenih in priimkih. Jaz imam recimo o Alenki Bratušek precej slabo mnenje, ker mislim, da so njene ambicije močno prerasle njeno sposobnost, ampak njena stranka se dejansko imenuje po njej. In stranka pride v parlament, ona pa ne. Ali pa recimo, Erjavec se je 20 let klovnovsko obnašal, nekako je dvignil ta Desus pride v parlament, on pa ne. Tretja stvar, kar nas pa izredno moti, je pa to, da ni možnosti odpoklica poslanca po določenih okrajih. Poslanci so začeli igrati bogove, ker jim dejansko nihče nič ne more in se posmehujejo ljudem. In to je v nasprotju z vsako politično kulturo. Okraj, ki je izvolil poslanca, bi mogel imeti možnost, da ga tudi odpokliče. In tako bi se zadeva bistveno spremenila, recimo zdaj se nam ne bi zgodil SMC, ki je zrastel na podlagi protijanšizma, zdaj naknadno je šel pa z njim v kombinacijo, kar pomeni, da so pljunili v obraz svojemu volilnemu telesu, in če bi bila možnost odpoklica, se to seveda ne bi zgodilo. Zdaj na vprašanje prvo odgovarjam direktno. Mi smo bili v bistvu prva stranka v zgodovini Slovenije, ki je pozvala ljudi, da v svojih okrajih predlagajo določene kandidate za poslance. Za 88 okrajev se nam je javilo 192 kandidatov, mi smo z večino opravili pogovore. Jaz to počnem največkrat sam, kot predsednik ene stranke, se usedem v avto, se peljem po okrajih, se dobivam s temi ljudmi na sestankih, se pogovarjam z njimi, veliko dam na intuicijo, na energijski čut in mislim, da je tudi to nek primer nove prakse. Zdajšnjemu novemu obrazu bo to verjetno delal nek establishment za veliko denarja. In tako prav rad bi bil na enem soočenju, da ga vprašam, koga ima v Bovcu ali v Sevanci, ker itak ne bo vedel, ker je v bistvu samo del stare politike. Tako da, gospod Pintar, ja, mi imamo najmanj 2 do 3 kandidate na vsak okraj, vse volilne enote imamo pokrite, v vsaki volilni enoti že delamo regionalne odbore, tako da to je v bistvu najmanjši problem. Predlagamo imena, ki ne želimo, da so zveneča, ampak da so ugledna v nekih svojih krajih. In v memorandum smo tudi upisali določene omejitve, kar se tega tiče. Prva omejitev je to, da mora kandidat dostaviti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki se preganja po uradni dolžnosti.
ne sme biti neka politično porečna oseba v smislu, da je bil že na nekih vitalnih političnih funkcijah, tako da bi radi res zapihali z neko novo politiko vse povsod. Z večino vaših predlogov se seveda strinjam, to sem Tjaši tudi večkrat povedal. Mi smo memorandum napisali v bistvu pred nastankom vaše iniciative, ki jo v vsakem primeru izredno pozdravljam, in smo tudi opazili, da so stičišča več ali manj ista ali pa podobna, in to sem tudi Tjaši večkrat v bistvu bolj sarkastično omenil v komentarjih, da imam občutek, da prepisuje naš program. Tako da ja, definitivno so stvari, ki pijejo vodo in ki so nujno potrebne predvsem za vzpostavljanje ali pa približevanje neki optimalni točki neposredne demokracije. Hvala lepa. Jaz mislim, da res iz vašega odgovora je videti, da smo na ključnih točkah zelo blizu drug drugemu. In jaz bi svoj del zaključil z enim vprašanjem. Vi enako dobro kot mi veste, da stranke, ki živijo zdaj v obdobju svojih monopolov, ki jim jih daje volilni sistem, ne bodo nikoli prostovoljno pristale na spremembe. Zato smo mi začrtali pot, da poskušamo, in mislim, da bomo uspeli, iti preko referenduma. Podatki kažejo, da je 80% državljanov, ki so bili vprašani glede tega, smatra, da je treba sistem spremeniti. Torej bi verjetno nek dober predlog novega sistema dobil veliko soglasje in mislimo, da bo to potem vendarlo dalo misliti, da ne rečem prisililo poslance novega sklica, da dejansko sprejmejo, da se dogovorijo, zberejo tiste glasove in uvedejo nov sistem. Če bomo šli, oziroma ko bomo šli v zbiranje podpisov za referendum, verjetno lahko računamo na vas, da skupaj gremo res v en širok projekt, ki bo omogočil, da zberemo, da bo že število zbranih glasov dalo misliti poslancem, ki bodo izvoljeni. Definitivno, mi smo predvsej močni oziroma najmočnejša stranka tudi na spletnih omrežjih, tako da bomo izkoristili naš doseg za to, da si pomagamo v tej smeri, ker sistem je dejansko treba spremeniti. Večji problem, ki ga vidim v tem, je, da je tudi potrebno v tem smislu spreminjati ustavo. Za spremembo ustave imamo pa mi ena taka, bi rekel, čudna pravila v odnosu na druge demokratične države, pa če zahtevajo dvotretjinsko večino v parlamentu, v dani sestavi parlamenta bo pa ta izredno težko dosegljiva. Se pravi, mi nekako moramo že na teh volitvah narediti en korak naprej z novo politiko, ki bo take stvari omogočala. Ja. Želim samo reči, da je treba biti realen. Jaz velikokrat to tudi povem zgolj zaradi občutka javnosti. Marsikdaj kdo obljublja, da bo nekaj v bistvu rešil z ulice ali pa s ceste, govorim žargonsko, ampak treba je biti samo toliko realen, pa ljudem povedati, da je ustavo mogoče spremeniti skozi dvotretjinsko večino parlamenta in da javnost tukaj zelo težko kaj naredi. No, lahko vrši pritisk na poslance. To pa ja. Lahko opozori stranke, da je njihova zahteva za absolutno strankarsko disciplino je oporečna, ustavno gledano, ker ustava pravi, da je poslanec predstavnik ljudstva in odgovoren volivcem. In zdaj, če bomo mi znali to potencirati, potem se bodo morali tako poslanci kot stranke glede tega zamisliti. Tu mi vidimo tista vrata, skozi katero potem začnemo lahko s pritiskom na poslance zahtevati, da sledijo volji ljudstva, da sledijo rezultatu referenduma in da dejansko sprejmejo nek sodoben demokratičen volilni sistem. Tjaša, hvala lepa, jaz ti vračam besedo in nadaljuj po svojem scenariju. Še enkrat hvala, Zoran, mislim, da je bilo to zelo dobro slišati. No? Ja, hvala, gospod Pintar. Tukaj bi se samo še navezal na to vašo temo. Dejansko je treba tudi vzbuditi zavest v javnosti glede politične kulture. Politična kultura pomeni, da človek, ki je izvoljen, zastopa voljo svojega volilnega telesa za vsako ceno.
Pri nas je pa nažalost postalo vse skupaj samo trgovina s političnimi glasovi. In ja, potrebna je ustrezna komunikacija z javnostjo. Stranka mora predstaviti svoj projekt pač javnosti na ustrezen način, ves doprinos koristi predstaviti, iti s temu predmetom v parlament, pa potem, da vidim tiste poslance, ki si ga bojo upali zavrniti, zaradi pritiska javnosti. Poslanci se pa morajo zavedati, da so hlapci v službi ljudi. Poslance imenuje zato, ker je odposlan strani nekoga, da zastopa voljo volilega telesa, ne pa da izigravajo bogove to, kar počnejo zdaj in se posmehujejo ljudem vedno bolj v obraz. Se strinjam. Ja, super, tole zdaj lep skoraj ne bi mogli biti slišati, tako da si bom jaz dovolila, Zoran, še eno vprašanje. V bistvu zdaj, če sem jaz prav razumela, tvoji v bistvu kandidati tvoje stranke oziroma stranke Resnica, da ne bom tako absolutistično govorila, bodo pravzaprav zdaj že uveljavljali na nek način preferenčni glas, ne? Če jaz prav imam ta način, kako ste vi. Neformalno v bistvu, ne? Gre za to, da so izbrani že vnaprej, strani ljudstva še pred volitvami. No. Tako. Boste pa tudi sledili pač tem zapovedim. Kaj pa v vašem memorandumu oziroma pač v ustanovni listini imate mogoče tudi zapisano kakšno podobno zadevo, kot je odpoklic, recimo po vašem statutu? Ja, mi se bomo zavezali sicer z neko izjavo v skladu z našim statutom, da prevzamemo vsako odškodninsko in materialno in kazensko odgovornost za vse naklepne napake, ki bi jih človek storil pri opravljanju svoje funkcije. Strinjamo se tudi s tem, da če je bil človek izvoljen strani ljudstva kot nek član naše liste, da mora do konca mandata ostati na naši listi, sicer bo kril določen procent stroškov volilne kampanje, več kot to pač ne moremo. Ustavna svoboda do pravice do političnega izražanja je pač močna, to smo tudi videli v sodni praksi v določenih primerih, ampak na ta način se želimo pač zaščititi. Ne? Definitivno se bomo tudi zavezali, da bojo vsi naši funkcionarji, in to tudi želimo sprejeti v zakonu, da bodo lahko podvrženi nenapovedanim obdobnim preizkusom alkoholiziranosti pri opravljanju funkcije in pa obdobnim preizkusom morebitnega vpliva mamil, ne samo v organizmu, kar se tiče krvi in urina, ampak tudi v lasu, ki pokaže prisotnost mamil tudi za pol leta nazaj. Tako da mislim, da se dela ekipa dobra, res gre za neke mlade, entuzijastične ljudi, ki si želijo sprememb, brez kakršnih koli slabih namer. Cilji so plemeniti, jaz sem to že velikokrat vsakmu povedal, naslednji teden bom star 40 let, 2 majhna otroka imam, v tej Sloveniji, kakršnakoli že je, se želim postarati in umreti, jutri se ne želim sprehajati skozi Kranj ali pa skozi vašo Ljubljano s podrto glavo, definitivno ne bom nikdar nategnil svojega dela volilnega telesa, svojih načel, sploh ne, ampak bom ostal zvest volivcem in svojim načelom. Raj bi odstopil, če bi bil že prisiljen v kakršnokoli spletko, kakor pa da bi jo dejansko izvedel, rabimo samo priložnost, da dokažemo, da je to možno. In iskreno, Tjaša, moja osebna ambicija je, da nam uspe in da čez pol leta pridem pred kamere, se nasmejem in rečem ljudem, vidite, da je možno tudi drugače. No, lepo. Jaz si bom tule dala še eno pohvala, tako zelo iz srca in iskreno, in jaz upam, da se bodo vsi prisotni strinjali, ne, da je nekaj zelo svežega, vsaj kolikor sem jaz videla kandidatov, ki se predstavljajo stranki, veliko žensk. Ja. V določenih volilnih enotah celo zastopamo drugačen ključ, 35% moških. Moram reči, da je ta COVID situacija, kakorkoli je bilo že vse samo zlo v njej, rodila tudi seme dobrega. To pomeni, da so se ljudje začeli politično opismenjevati in da so se začeli zanimati za politiko. Režim je zdaj deloval 30 let, kakor smo že pred samim snemanjem se malo pogovarjali o tem, 30 let je deloval na način, da je zagnusil politiko ljudem in to namerno
potrebno, zato da bi imeli 30 do 40% zavedenih ljudi, ki bodo vedno volili ene in iste, 65% ljudi se bojo pa bolj brigali zase, ne toliko za družbo, ker bojo mislili, da to sploh ni pomembno. Ne. Ko mi ljudem govorimo o milijardah, ki zginjajo, ne, je to njim daleč. Ne. Za ukraden dežnik so se pa pripravljeni stepsti v trgovini. Zdajle, v tej COVID situaciji so pa videli, da se to vse nanaša na njih, da je kava z mlekom, ki jo pijemo, odvisna od politike, gorivo, s katerim se vozimo in ne nazadnje svoboda. To smo zdaj videli v tej COVID situaciji. Ker pa moramo priznati, nežnejšem spolu v tej situaciji je, da so bile bistveno večje levinje v borbi za svoje pravice v tem času, kakor moški. Moški so malo zaspali. Se ne rečem, ne posplošujem, ampak dejansko je bilo tako. In tudi pri našem članstvu in pri naših kandidatkah opažamo, da imamo več žensk, kakor pa moških. No, lepo, to mi je zelo všeč. Zdaj, v bistvu, deva se midva držati malo še najnega scenarija, zato ker tematike jaz si ves čas pišem nekaj, tako da imam pod vprašanj že milijon. Okay. Referendum, opolnomočenje referenduma. Se vemo, da je pač referendum zdaj samo še ena karikatura samega sebe oziroma kozmetični pripomoček naši ustavi in zakonodaji, v resnici nima pravzaprav nobene veljave niti vrednosti, razen če pač nekaj izpodbijamo. Ne? Naš predlog, oziroma jaz mislim, da to bi moralo biti kar širši konsens v družbi oziroma vsaj vseh prebivalcev, da mora referendum pridobiti nazaj na veljavo. To se pravi najprej regulacija tega spornega drugega odstavka 90. člena ustave, ki referendum omejuje, kajti pravice manjšine so že tako ali tako zapisane v ustavi sami, ne? To se pravi, ne bi smele biti sporne. Nadalje treba je poskrbeti za to, da predlagatelji referendumov znajo tudi svoja stališča pojasniti, ljudem predstaviti in na ta način ljudi prepričati, ne pa omejevati in imeti pravico odločanja v svoje roke. Tretja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da recimo te posvetovalni referendumi in vse ostale oblike in ljudska iniciativa bi morala imeti kvorum. V primeru takega in takega odstotka mora to postati nekaj zavezujočega za državni zbor. Kot zadnja stvar je pa sila pomembno, mogoče se jaz ne strinjam s tem švicarskim delom, saj za zdaj še ne, dokler ljudje ne ponotranimo referenduma kot nekega našega inštrumenta, da je en referendum na en dan, ne more jih biti več. Ker se razprši vsebina, in težko ljudje tudi že sledijo vsemu, sploh pa potem, ko so še vprašanja zapisana tako, da že moraš ti pomisliti, kaj zahteva od tebe, kaj bo nekdo, ki mu pravzaprav niti ni mar. Ne? Tako da, zdaj pa moje vprašanje je seveda jasno, ali ste potem po volitvah tudi v vaši stranki pripravljeni pomagati, da referendumu povrnemo nazaj njegovo veljavo, njegovo moč in da vrnemo ljudem tisto, kar jim po ustavi pripada. Absolutno. Smatram, da je post festum referendum v bistvu jalov. Referendumi se morajo odvijati pred sprejeto odločitvijo. In definitivno so nekatere odločitve tako pomembne, da jih je treba konec koncev tudi del odgovornosti prenesti na narod. Mislim, da bi celo na ta način povečali participacijo ljudi in pa ozaveščali ljudi, da se začnejo ukvarjati s problemom. Dejansko ni prav, da je več referendumov na isti dan, zaradi tega, ker je že eno politično vprašanje za ljudi lahko veliko in že samo opažam, da pri določenih referendumskih vprašanjih, sploh ko gre nekaj za ali proti, mešajo obe stvari in sploh mediji znajo napeljati tako stvar, da popolnoma zmedejo človeka in da je tisti, ki je za, ponavadi glasuje proti, sploh kaj sprejem nekega zakona, misli, da če glasuje za, da obenem tudi podpira to, na kar se zakon nanaša. Tako da ja, definitivno je treba povečati v vsakem primeru komunikacijo z javnostjo, da pa lahko to storimo, pa moramo vrniti javnosti zaupanje v politiko, ker oni identificirajo potem vse s politiko, in državne organe, in državo, in vlado, in policiste, in vsega predstavnika države identificirajo na podoben način. Tako da
referendumi bi se mogli odvijati v vsaki pomembnejši odločitvi, mi bi šli celo korak dlje v tej svoji drznosti, ne bi, jaz sem bral zelo dobro knjigo, da imajo v Tibetu ministrstvo za srečo, ne bi šli pač tako daleč, ampak bi bili mogoče celo smiselni obdobni referendumi o zadovoljstvu občanov. In jaz mislim, da bi bil to tudi dober pokazatelj oziroma odlična komunikacija z javnostjo glede določenih tem. In referendum je izredna pomembna točka in mi stremimo k participaciji ljudi in k v bistvu izražanju javnega mnenja. Ne. Na naš predlog je bil v tretji največji občini v Sloveniji, to je mestna občina Kranj, celo sprejet participatorni proračun in to po nekih določenih pravilih, ker bi radi, da se ljudje udeležujejo tega in bi radi, da se ljudje odločajo o tem, kako se bo trošil investicijski del proračuna oziroma točneje, kaj se bo dogajalo z njihovim denarjem. In to so stvari, ki dejansko zmanjšajo korupcijo, ki je največja rak rana Slovenije na minimum, obenem politično zaveščajo ljudi in pa dvigujejo moralo v javnosti nasploh. Ja, tukaj se jaz strinjam s teboj, no, sploh dober primer tega v bistvu referendumske zmede, ne, pa ta vprašanja gor in dol, je prav referendum o volilnem sistemu, ki je bil, katerega leta, gospod Pintar, je bilo, ko so bila 3 vprašanja, v bistvu 3 sistemi predlagani? Ne vem natančno, mislim, da je tam okrog leta 12. Ja, no, v glavnem, jaz mislim, da tam nihče ni mogel vedeti, nekdo pije, nekdo plača, ker mislim, tako kot sem jaz brala vprašanja, se mi zdi, da je bilo narejeno vse skupaj bolj za to, da zmede ljudi, kot da bi dobili nek verodostojen v bistvu rezultat oziroma povratno informacijo, kaj sploh želimo. Ne, ja, to se je pokazalo potem v prepiru o interpretaciji rezultatov. Ne. Ja, to je bilo kontradiktorno, ne, v bistvu je bilo. Ok, zdaj v bistvu za Tibet, jaz sicer ne vem, jaz sem slišala za ministrstvo za srečo v Butanu. Butanu, se upravičujem, se imaš prav, Tjaša, Butan, jaz sem zamišljal, oprosti, promaš. To bi bili vsi navdušeni. Zdaj, še to me zanima, tako tvoji kandidati so zelo mladi videti, čeprav vidim, zdaj v bistvu celo ste med najmlajšimi strankami, če eno povprečje vzameva, ne? Ja, relativno mladi smo, nekaj je tudi sive eminence zraven seveda, tako da je kar mešano, no. Je pa veliko mladih kandidatov in taki so največkrat tudi politično neoporečni. Ok, super. Greva še nadzor nad prihajajočimi volitvami. Zdaj mi smo v skupini na pobudo enega od članov, ki je danes tudi prisoten, Rada Pintarja, takrat, jaz sem te scenarije že predhodno poslala okoli, seveda vsem sodelujočim, tudi tebi, in moram reči, da sta 2 stranki doslej to kar pograbili in to sta bili LMŠ pa Levica, ne, sta tudi kar v akcijo, zanima me pa, če nam še kaj članstva ostane, nas tudi ti postaviš kot zaupnike, nadzornike? Vsak nadzor je dobrodošel, ne glede na to, kdo ga vrši. Moram pa priznati ena stvar pri civilnih iniciativah in nadzoru je tako. Moramo si priznati, da vsaka civilna iniciativa kmalu postane interesna. Hitro pripada določeni politični opciji in dvomam, da na dolgi rok lahko vsaka vzdržuje neko svojo neodvisnost, pa bi spet rekel neoporečnost. Ne. Ampak v vsakem primeru je vsak nadzor dobrodošel. Jaz imam izkušnje predvsem na lokalnih volitvah, kjer je tveganje za kakršnokoli manipulacijo načeloma večje. Mislim pa, da je na parlamentarnih volitvah, zdaj čisto iskreno govorim, da je možnost, da bi prišlo do nekih, govorim na volilnih mestih, do kakršnikoli manipulacij zelo otežkočena, zaradi tega, ker je izredno veliko ljudi vpletenih iz različnih struj in dejansko se bojijo en drugega. Vidim problem v predčasnih volitvah in v varovanju škatel z glasovnicami predčasnih volitev. Recimo tukaj v Kranju se je zgodilo na predčasnih volitvah leta 2018, ko sem jaz nastopil v drugem krogu županskih volitev, da je
nekdo vlomil v prostor oziroma je potrgal uraden pečat, kjer so bile škatle s predčasnimi volitvami. Mi smo obvestili policijo, ki je prišla na kraj, ampak je pač ugotovila po izjavi nekega mimoidočega, da je slučajno en delavec nekaj hotel noter vzeti in da se škatel ni dotikal. Zdaj, to je tako preveč relativno, pa to preveč manevrskega prostora dopušča, da se to ne bi smelo zgoditi. Ne. Potem pa, ko odprejo škatlo, vidiš, da so nekatere glasovnice, ki so A5 formata, lepo zložene in da verjetno danes skozi režo, nekatere so pa kar v šopu nezložene noter. In me težko kdo prepriča, da ni nekdo manipuliral s tem škatlom. Tako da tukaj vidim največji problem, pa mogoče potem v kakšnih eventualnih napakah iz volilnega mesta do DVK-ja, ne, pa interpretaciji teh rezultatov. Je pa nekaj še, ne. Mi itak planiramo v kazenski zakonik upisati tudi en člen, ki bi se imenoval politični kriminal. Gre v bistvu za posebno hudo kaznivo dejanje s področja upravljanja politične funkcije in tudi posebej bi mogel biti pregonljiv na drugačen način, se pravi, skozi drugačno proceduro bi mogel iti. Ker naša KPK se je izkazala za jalovo, tudi se pravi specializirano tožilstvo prav tako, tako da bi mogla biti linija popolnoma drugače postavljena. Ampak organi pregona bi to mogli tako striktno nadzirati in tako hudo preganjati v predkazenskih, kazenskih in potem v sodnih postopkih, da to nikdar več nikomur ne bi padlo na pamet. Tako da civilna iniciativa je na koncu lahko nima izvršilne moči, me razumete? Ona lahko opozarja na nekaj, to bo šlo romalo bo na DVK ali pa na KPK in na koncu bo to spet vse pozabili, psi lajajo, karavana gre dalje. Gre za to, da mi moramo imeti pravno državo, da moramo verjeti v našo policijo, v naša tožilstva, ki bojo take stvari tako zatrla in sprožila tak negativen odziv javnosti do storilcev, da to ne bo več nikomur padlo na pamet. No, me veseli odločne besede, tako da jaz upam, da pride do realizacije tega, ker konec koncev, če je politika servis državljanov, je potem tudi edino primerno in pravilno, da poskrbi za to, da pač je državljanska volja zagotovljena, pa da je v državi pač red, ki pritiče neki civilizaciji oziroma vsaj približno stopni civilizacije, na kateri ne bi bili, čeprav se zdi, da zdaj smo zdrčali presneto navzdol po hribu, ampak pustimo zdaj to. Zoran, ti si novo staro ime na politično, tako bom rekla, v bistvu si malček kontraverzna oseba na tem parketu, imaš mnogo privržencev, si pa naletel ravno tako tudi na kar odločen odpor določenih drugih dejavnikov v politiki. Ko si se pojavil, ko si stopil pred množico, je tvoj rejting kar naenkrat je poletel v višave, v nebo in takrat si bil tako po vseh teh anketah sila pri vrhu. Potem si se pa kar mal umaknil. Kaj se je zgodilo? Kaj v bistvu te je... Ne odločam jaz o tem, ali sem tam ali sem se umaknil, ampak to odločajo mediji. Mi ali pa jaz smo pod stalno medijsko blokado, zato ker ko mediji slišijo za besedo nova politika, ko slišijo, da prevečkrat omenjamo korupcijo, se zakrčijo. Ni v interesu, da pride nova politika, mediji živijo od skritih denarnih transferjev, sploh komercialni mediji. Če govorimo o nacionalki, je zgodba čisto malo drugačna, prenapihnen balon je in tam se ljudje bojijo za službe. Zato upošteva njihova uradniška politika režim. In jaz sem pod stalno medijsko blokado. Ko moja glava malo poštrli ven, kot v primeru recimo protestov, ki si jih omenila, dejansko smo naredili največje javne shode s politično konotacijo v zgodovini Slovenije. In takrat je moja glava toliko poštrlela, da me več niso mogli blokirati in so me začeli po glavi tekst. To pomeni, da so napisali 100 lažnih člankov o meni, ne da bi me kdo sploh poklical pa vprašal, a je to sploh res. Če bi v tistem momentu nekdo poklical novinarja, pa rekel, da sem kriv za Tungusko katastrofo leta 1908, oni bi to verjetno napisali, ker je bilo nenormalno, kakšen apetit. Klical me je, pa priznam tudi javno, novinar Mladine, je rekel, 30 let sem novinar in nikdar še nisem videl tega apetita in levega in desnega pola, da bi nekoga toliko javno linčal, kakor v tistem momentu tebe. Cela soočenja na RTV, na Pop TV, na kanalu A so bila o meni brez mene, celourne oddaje o meni brez mene. Jaz sem se celo pohecal, da verjetno ljudje mislijo, da sem gluhonem.
ker so samo kakšno mojo sliko pokazali, pa kako hodim sem pa tja, ni me pa nihče poklical, da bi sploh kaj povedal. Ne? In ko so mislili, da so opravili z mano, so šli spet v medijsko blokado. Jaz se nisem odmaknil, jaz sem še bolj prisoten, ampak v bistvu na terenu, ne toliko več prek medijev. Zdaj pa kaj se zgodi? Bolj si ti prepoznaven, seveda več imaš privržencev, bolj se stabilizira tudi volilno telo proti tebi. Zdaj, mi vemo, da 30-40% ljudi je zavedenih in verjame ali pa je nekako drugače simpatizira z določenih strankam in oni tudi avtomatsko pač napadajo, ker je popolnoma normalen. Razlike sta pa dve, med desnimi aktivisti, agitatorskimi skupinami, pa levimi. Levi so prefigani, pa pokvarjeni, desni so pa pokvarjeni, pa ne posebej pametni, da nam rekel neumni. Ne? In desni so se me vedno lotevali frontalno, kaj veš, kaj pes, ne? Napada frontalno, psica vedno od zadaj. Ne? In so hoteli ustvariti neko etiketo, lažne preteklosti, anticepivca, nasilnih protestov, pa take stvari. Ne? Leva stran se pa tega lotila malo drugače, ne? Prek svojih agitatorskih skupin, pa prek svojih medijev. Ne? Oni pa so vedeli, da mi njim bistveno bolj zažiramo v volilno telo, ker imajo pač na desni stabilnega, so me pa hoteli prikazati kot nekaj Janševega trojanca. Mene, ker sem edini overil podpis, da nikdar ne bomo šli z SDS-om v kakršnokoli kombinacijo. Tako da, to je ta zgodba, zakaj je nekdo proti, zakaj je nekdo za, ampak definitivno je pa teren izraža popolnoma drugačno sliko, kot jo lahko berete na medijih. In tukaj lahko tudi gospodu Pintarju odgovorim, da sem prepričan, da bomo mi prebili cenzus, da bomo prebili parlamentarni prag in da je podpora na terenu res dobra. Hodim po Sloveniji, pogovarjam se z ljudmi, lahko rečem, da celo vlada neka resnica, euforija, ne, v Sloveniji, kar je v bistvu dober in ponosen sem na to in zaradi tega sem že rekel, da nikdar ne bi zlorabil zaupanja ljudi. Če nam pa rata slučajno prebiti cenzus, bomo pa spet prvi v Sloveniji, ki jim je to ratalo na ta način, brez finančnih struktur moči v ozadju, brez stricev iz ozadja, brez lobijev, brez medijskega prostora. To je skoraj nemogoče v Sloveniji, kar ste že sami ugotovili. Rad bi dva stavka rekel, Tjaša, če lahko. Zelo dobro razumem, Zoran, to zgodbo o medijski blokadi. Ko je začela sinteza enako kritično obravnavati napake levo in desno, naprimer, mi smo bili tisti, ki smo takrat zahtevali, da se naredi forenzična analiza T6 ali pa dosegli programski nadzorni projektni nadzorni svet za drugi tir, smo padli popolnoma enako v kompletno blokado. Mi lahko skličemo zelo kvaliteten sestanek o tej problematiki volilnega sistema v državnem svetu, lahko nastopi predsednik državnega sveta, se pravi visoka državna funkcija. Lahko imamo posvet v Slovenski akademiji znanosti. Ne v prvem, ne v drugem primeru niso v medijih niti enega stavka o tem novem volilnem sistemu in njegovi vsebini in razlogih zanj priobčili mediji. Oprosti, ampak moram reči, tu te podpiram in zelo dobro razumem. No. Da se še mačkano vrnemo na medije, vsekakor medije tudi ta predlog naše nove volilne zakonodaje vključuje in si prizadeva z nekim členom doseči tudi to, da bi bila participacija vseh kandidatov oziroma strank enakovredna, ne, v predvolilnem obdobju. Tako da jaz upam, da tudi tu se strinjamo in da tudi to gre skozi, kot je treba. Gremo naprej. Zdaj pa mene zanima mačkam bolj konkretno, kakšno bolj konkretno vprašanje tudi naših članov in sicer. Vemo, da je v obdobju 2 let pod streho spravljena gora nekih zakonov takšnih in drugačnih, verjetno velika večina tudi vprašljivih kakovosti, lahko rečem stališča prava.
Inštitut 8. marec že pripravlja neko paketno opcijo odprave teh škodljivih zakonov. Zoran, ali ste pripravljeni tudi v vaši stranki vi podpreti to vrstno dejavnost, aktivnost, če do nje pride, oziroma pač seveda postopati in storiti vse, kar bo v vaši moči, da se vse te škodljivce, jaz jim pravim kar škodljivce, pravi potem po volitvah? Seveda, zdaj obdobje zadnjih 2 let in tudi obdobje tega mandata oziroma mandata te vlade je precej vezano na COVID preiskavo. Mi se zelo veliko ukvarjamo s to temo oziroma s COVID situacijo. Mi se veliko ukvarjamo s to temo in tudi zagotavljamo, da bomo popolnoma opravili revizijo celotne COVID situacije, kar zajema tudi sprejemanje zakonov, predvsem na to temo, in pa seveda odpravo negativnih zakonov in pa sodni pregon ljudi, ki so v bistvu storili iz neke malomarnosti ali pa iz naklepa kakršnakoli negativna ravnanja. Tako da ja, seveda. Okay. Zdaj pa neprijetno vprašanje verjetno, ampak se mu ne morem ogniti. Prebijete cenzus, pridete do poslanskih sedežev, sami po sebi potem nič ne morete storiti. Naša pričakovanja državljanov pa je, da se oblikuje neka široka, mogočna koalicija, ki bo lahko sklepala tisto, kar je dobro za državljane, ne oziraje se na to, kateremu polu, kateri veri, kateri barvi kože, čemurkoli pripada ta koalicija. Preprosto gre za to, da želimo neko koalicijo, ki bo sposobna in operativna spremeniti ustavo, ki bo sposobna spremeniti zakonodajo, ki bo sposobna iti v bistvu po neki poti, ki gre naprej in se pri tem tolerirati. Povej mi, je vaša stranka pripravljena na tako sodelovanje? Je to mogoče? Mi smo se, Tjaša, zavezali k nesodelovanju z 2 strankama, in to sta SDS in SD, ker obe stranki smatramo kot 2 etablirana krila iste roparske ptice in z njimi zagotovo ne. To garantiram. Drugo bi pač izbirali, zdaj res je odvisen od rezultata, zato je to nehvaležno vprašanje, ne da ne bi jaz želel o njemu govoriti, odvisen je od rezultata. Če bi bil seveda rezultat dober, mi smo pripravljeni sodelovati po nekem principu najmanjšega zla, če me razumeš. Najmanjše zlo so ponavadi ljudje, ki so imeli najmanj časa, da kaj ušpičijo. Tako da po principu najmanjšega zla bi se lahko naredila neka kombinacija. Če bi bil rezultat ful dober, vidim tudi možnost projektnega vodenja manjšinske vlade. Konec koncev je pa tudi treba ljudem pokazati, kaj vse je možno storiti skozi borbeno opozicijo, ker ljudje jo pri nas ne poznajo. Mi gledamo recimo pri Hrvatih, oni imajo 2 stranki, Živi zid pa Most, Avstrijci imajo neke svobodnjake, se mi zdi. Vsak ima neko stranko, ki parira, bi rekel, tem režimom na oblasti. Samo pri nas tega ni, ker je vse v spregi in to je to, o čemer jaz govorim. Tako da veliko opcij odprtih, razen sodelovanja z SDS in z SD. Ampak če pride do koalicije, recimo, ne vem, zdaj pač široka koalicija, nastane znotraj katere je tudi SD. Kaj to pomeni? A priori zavrnete ali razmislite? Za SD ne bi sodelovali, z drugimi pa samo na temu principu, kar sem ti rekel. Želel bi si, da sprejme oziroma zahtevali bomo, da sprejmejo naša osnovna izhodišča, to so pa odprava odlokov, kar se COVID-a tiče, odločna borba proti korupciji, ustvarjanje ugodnega davčnega okolja, reforma javnega zdravstva, višanje pokojnin in plač in pa dvigovanje suverenizma države z odplačevanjem javnega dolga. To so res tiste naše temeljne zahteve, ki bi jih mogel vsak sprejeti, ne glede na to, katera stranka je. Nažalost pa z SDS pa SD ne. Ne, absolutno se strinjam, da prioritete morajo biti postavljene tako. Kadrovski bazeni, zdaj to vprašanje bom tebi težko zastavila, ker govorimo o nekih preteklih kadrovskih bazenih. Mišljeno je bilo, da pač, ko se vlada zamenja, zdaj v tem trenutku mora postati operativna, v istem trenutku morajo zasesti mesta ljudje, da bo zadeva tekla, ne pa da bo trajalo leto, 2, preden se to zamenja. Tako da mi smo zelo se nagibamo k temu, da pač pridajo tisti obstoječi kadri, ki so stvari lepo peljali nazaj in da se pač zadeva. Ampak pustimo zdaj to zdaj nima nobene veze. Bi še vse narod pripomnil tukaj samo to, da govoriva vedno o stroki, ko govoriva o kadrih, zaradi tega, ker je treba postavljati ljudi, ki bodo vodili določeno stroko.
zaupanje javnosti v vse stroke je padlo na minimum, sploh kar se tiče zdravstvene stroke ali pa nekih obrambno-varstvenih funkcij. Stroka bo dobila, vsaka posebej, bo dobila nazaj zaupanje javnosti samo s popolno depolitizacijo, kar pomeni, da je potrebna politiko je treba popolnoma odmakniti ven iz vsake stroke in se ne strinjam pač s tem, da bi mogel kdorkoli bo postavljati pač svoje ljudi zaradi tega, ker mu teli ne pašejo. Ker to se ponavadi še dogaja v javni upravi na ta način, da oni pripeljejo svojega, ne pustijo in se javna uprava kar veča pa veča in imamo kar nekrat 220-230 tisoč ljudi v javni upravi in je nevzdržna za realni sektor. Ne. Tako da jaz verjamem, če govorimo recimo o policiji, da ima policija v svojih vrstah dovolj strokovnega kadra, ki bi lahko prevzel recimo vodenje policije, ni potrebe, da ga postavlja ne SD, ne SDS, ne LMŠ, ne nihče drug. Tako da sploh ne bi vpletel politike v odločanje o vodstvu določene stroke. To sem mislila tudi v bistvu, ne vem, da bom tako zelo po žensko povedala, da bo zelo jasno, o čem govorim, ampak meni se je zdela gospa Bobnarjeva izjemno simpatična gospa na čelu policije, no, tako da moje srce. Slučajno policijo dobro poznam in garantiram, da je vsaj še 50 žensk, ki bi bile enako ali bolj sposobne od gospe Bobnar. Tako, potem gremo naprej, policija, ja, je tvoje domače igrišče, ne, ti si policija, da jaz prav spomnim, ne, imam dobro. No, to je moja osnovna izobrazba. Tako. Pa si bil na terenu ali? 11 let sem delal na terenu, ja. Aha. Ok. Lej, kaj meniš o civilni družbi v danem trenutku? Tako kot si rekel, ja, prej ko slej se vsaka civilna družba mora nekam nagant, ne, to je dejstvo, ne rabi biti to ravno neko politično delovanje, vsekakor je pa vsaj v neki meri lahko ideološko, ne, tukaj se strinjam, da se pokažejo neki, ne recimo pripadnost, ampak usporednost oziroma tist presek interesov, no, tako da priznavaš, da je civilna družba v bistvu v tem obdobju naredila en tak velikanski korak naprej, da je, če ne drugega, prebudila neko določeno množico ljudi in da igrejo zasluge, v bistvu tudi, da se bojo stvari premaknile z neke mrtve točke politične. Priznavam, ne, pri določenih civilnih družbah me moti, mislim, ali pa samo civilnih iniciativah, ne, me moti v bistvu samo skrivanje političnih ambicij, skrivanje v bistvu politične oporečnosti, zaradi tega, ker je jasno vidna, v bistvu se pa predstavljajo kot neopredeljeni, zaradi tega, ker ima ta neopredeljenost doprinese k teži besede v nekom, ne. Ampak potem, kako želijo eliminirati neke nasprotnike določenih struj, je popolnoma jasno, da pač njim pripadajo. Recimo javno povem, mi imamo en portal necenzurirano.si, ki je dal vse od sebe, da mene umaže pred javnostjo, zdaj pa odgovorni urednik dela za Goloba javne tribune. A slej ko prej maske padejo, ne obstaja nekdo, ali pa obstaja, no, pa mu jaz delam krivico, ampak redko obstaja neka civilna družba, ki ni kompromitirana z nekim načinom razmišljanja. Vsi smo vsi ljudje, vsak ima pravico, da se pač opredeli, ampak naj to opredeljenost prizna. Samo za to gre in to je tudi edino tveganje, ki ga vidim pri civilni družbi. Definitivno pa je doprinos koristi ta, o čemer sem že pregovoril, kar mi ful pomeni, da se politično zavešča ljudi, ne glede na to, v katero stran jih vleče ali pa trga. Tako, ja, dejansko je država lahko uspešna, če se ljudje zavedajo, da je njihova participacija v družbi tisti pomemben dejavnik, ne, da skupaj gradimo, ne, ker Jaz moram biti iskren, Tjaša, oprosti, zdaj, ko smo se že pogovarjali o volilnem sistemu, da mi koketiramo z mislijo o obveznosti volitev. Ne, ker ljudem je treba povedati, ne, da če ima recimo Janez Janša stabilnega volilnega telesa 150 ali pa 200 tisoč, to je res mogoče 20 ali pa 22% v dani udeležbi. Če pa mi dvignemo udeležbo za nekaj odstotnih točk, je pa to samo še marginalna skupina. In če želiš voliti, če se želiš rešiti tega janšizma, ki skozi govorimo, ne, pa ne moraš iti volite za tiste, ki nastopajo samo proti njemu, zaradi tega, ker drugega ne ponujajo, razen da so proti Janši, in to v bistvu samo pomeni, da ga rabijo politično živega in se oživljajo en druge. Saj to zdaj vidimo v primeru Janša Golob. To je čisti deal. Ne, se pravi, en drugega rabta, ker en brez drugega sta nič. In zaradi tega govorimo o prihodu nove politike in udeleževanju čim večjega števila ljudi.
Ne govorim v primeru obveznih volitev, da bi mi mogli kaznovati ljudi. Lahko bi bila neka permisivna stvar, lahko bi bila neka davčna olajšava, neka druga inspiracija, ampak definitivno bi mogli na nek način doseči, da čim več ljudi pride na volitve, eventualno tudi s kombiniranim načinom glasovanja, se pravi, blockchain tehnologije so danes tako razvite, da komot lahko naredimo za mlajšo populacijo, za računalniško pismene, da lahko naredimo elektronski način voljenja, gospen, ki grejo pa v cerkev, pa po cerkvi pač rade grejo se pokazati na volilna mesta, pa ne grejo, ne? Pač smo svobodnjaki po načinu razmišljanja. Ampak vse naredi za to, da bo udeležba blizu 100%, ker pa ni utopija, ker se da. Tako ne, to absolutno in vsak mora svoj delež, kar lahko stori, da se ljudi popelje na volišča. Tako da mi bomo vsekakor delali na tem. Naslednje vprašanje. Pokojninski sklad. Pokojninski sklad je nekaj marginalnega v Sloveniji in se o tem govori že leta, naredi se pa nič oziroma gre vse skupaj v negativo. Zakaj je tako nemogoče doseči, da se oblikuje pokojninski sklad, ki je nedotakljiv, ki je tako po modelu, ne vem, Švice so skladi, da se plemeniti, da je to res neko državno v bistvu zlato, nedotakljivo. Zakaj ni te politične volje, da do tega pride? Zaradi omogočene korupcije. To je enostaven odgovor in jedrnat. Namreč mi nimamo pokojninske sklade oziroma je v kolapsu, prazanje. Se pravi, ljudje, ki so danes v pokoju in ki so plačevali prispevke za pokojninsko zavarovanje, so ogoljufani, ker je ta denar pokraden. In živimo iz rok v usta. To, kar delovno aktivno prebivalstvo v tem momentu zasluži, se jim zdaj pobere in se da v obliki pokojnin upokojencem. S tem, da tudi tega ni zadost, ampak si sposojamo denar, da sploh lahko pokrivamo pokojnine. Mi govorimo, pa evropsko poročilo, poročilo Evropske komisije govori o tem, da pri nas vlada sistemska korupcija. Mogoče smo šli mi z Balkana, ampak Balkan iz nas še ni šel. In dejansko je tako, da 3,5 milijarde evrov na leto teče skozi korupcijo. To je tretjina našega budžeta. Če nam uspe s pravimi vzvodi, z ozaveščanjem ljudi o škodljivosti korupcije, z dvigovanjem zavesti, politične zavesti ljudi, če nam uspe to v štartu samo prepoloviti, se mi ne rabimo več spraševati o tem, kako bomo nafilali pokojninski sklad in kje bomo denar najdali za odplačevanje zunanjega dolga, ker samo tako bomo lahko suvereni v odnosu na mednarodne organizacije. Mi moramo nafilati restart pritisem pokojninskega sklada, ker je zdaj v kolapsu. In zato ni politične volje, ker jim paše, da je tako. No, zdaj bom pa tako rekla, bom mogoče oblikovala vprašanje malček drugače. Po volitvah je Zoran Stevanović imenovan za ministra za delo, dom in družino. Kaj bi Zoran Stevanović naredil? To je, mislim, en kup je tega. Ker zajema veliko segmentov, če me razumeš. Mi, če govorimo že samo o družini, moramo spodbujati reševanje prvega stanovanjskega problema, moramo dvigovati rodnost, moramo ljudi ozaveščati o tem, da jim bo dobro v Sloveniji, da bomo ustvarjali ugodno davčno okolje, da bomo s tem spodbujali gospodarstvo, nova delovna mesta, ki bojo omogočala ljudem, da se odločijo za družine. Potem gre za ozaveščanje otrok skozi šolstvo, o načinu življenja, o samooskrbi, o samozadostnosti, da bojo zares svobodni in koristni tudi družbi takrat, ko bojo svobodni v ekonomskem in pa fizičnem smislu. En kup je tukaj težav, ki se jih da reševati, ampak zajemajo precej širok spekter. Ne morem ti tega v bistvu po alinejah povedati. Ne, seveda razumem, ampak dejstvo je, da na angro nič ne gre. Sploh v danem trenutku v takem kolapsu je pričakovati čez noč neko rešitev. Kakšni bi bili prvi koraki? Kaj se ti zdi tisto najbolj ključno, kje je v bistvu potegniti, ne vem, medgeneracijsko sodelovanje oziroma uskladitev vsega tega, kar se dogaja? Kaj narediti? Jaz si ne predstavljam, zato sprašujem zdaj tebe. V prvem smislu bi posvetil to, kar sem rekel, bi se posvetil mladini in mladim družinam.
Na ta način, zato, da bi, kot sem rekel, prvo bi začeli reševati prvi stanovanjski problem, prvo bi začeli omogočati ljudem, da se preselijo na svoje, omogočati ljudem, da pridejo lažje do službe, omogočati ljudem, da imajo boljše plače, na račun davkov pa prispevkov seveda, spodbujati malo gospodarstvo, omogočati ljudem, da so ustvarjalni, in to vidim kot nekaj, kar bi ljudem doprineslo srečo, in mislim, da je to cilj tega ministrstva. Kaj je zate prioritetnejše? Blaginja ljudi, to se pravi socialen status ljudi ali uspešno gospodarstvo? Oboje, vse gre eno z drugim, na pameten način. Vedno moraš neko uravnovesje, če smo čisto konkretni, ne? Če imamo mi plačo, ki jo človek zasluži, in če jo mi dvignemo, ampak ne na škodo delodajalca, ampak jo dvignemo na račun prispevkov pa davkov, se plača dvigne. Če pocenimo dobrine z nižanjem DDV-ja, povečamo ljudem kupno moč. S tem povečamo cash flow, povečamo blaginjo in država spet pobere več davka na parjazen način. To so temeljni ekonomski zakoni in na ta način povečamo in blaginjo in spodbujamo gospodarstvo. Se strinjaš? Absolutno. Še tu je neposredne investicije, oprosti. Če bi ustvarjali neko davčno stopnjo, ki bi bila ugodna in bi se približevala mogoče Lafferjevi krivulji 33%, omogočamo še tuje neposredne investicije, spodbujamo odpravljanje sive ekonomije, en kup je pozitivnih dejavnikov, ki omogočajo in nova delovna mesta, in višje plače, in cenejše dobrine, večjo kupno moč, obenem pa blaginjo. Tako da jaz mislim, da je to kar z roko v roki. Samo to je tako vlada, ali bomo ful nabili cene, pa davke, pa bojo ljudje težko živeli, pa bo država več imela ali pa kontra. Ni čisto, da se rešiti na individualnem in kolektivnem nivoju z enim dejanjem. Ali bi Zoran Stevanović prodal hotele Sava ali bi... V tem momentu definitivno ne. Predkupna pravica? Uveljavilo bi predkupno pravico v tem momentu zagotovo, ker jih dajemo za kavo z nekom. No, mislim, dejansko zdaj se med ljudmi pojavlja ena zamisel, ne vem, a si jo že zasledil ali ne, o bonih koriščenju. Ure nazaj sem jo videl in mi je tako simpatična, da jih ne bom izkoristil in jih bom žrtvoval v ta namen, če bo le možno. No, evo, to je lepo slišati. Gremo naprej. Cerkveni davek po nemškem vzoru, da, ne? Zagotovo bi mogla cerkev sodelovati, kar se tiče odvajanja davka, na podoben način. Mi smo za take enakopravnosti in mislim, da bi bilo prav. S tem, da preveliko vmešavanje, mislim, mi smo sekularna država in mi, država se ne bi vmešavala v cerkev, cerkev se ne sme vmešavati v državo in mi bi k temu stremeli. Ker smo prepričani, da so ideološke teme, kar cerkev definitivno je, da jim ni prostora sodobni politiki, zato ker služijo samo delitvam ljudi. Se pravi, če mi samo odmaknemo ta del politike, se pravi, samo te marginalne teme odmaknemo iz politike, smo že veliko naredili na teh temah. Mislim, na združevanju ljudi. In tudi, kar si mi prej govorila za tisto ministrstvo, obstajajo neke zakonski, neki nesmisli, ki bi jih lahko z lahkoto in pa ful hitro odpravil, če želimo imeti politiko povezovanja. To je recimo obdavčena medsosedska pomoč. To je taka neumnost, da jo sploh težko primerjati s kakršnokoli neumnostjo, rešljiva je pa v zelo, zelo kratkem času. Se pravi, rabi samo 50 poslancev, ki bojo dvigali roko. Interes državi je, da ima ljudi čim bolj razdeljene, ker razdeljeni ljudje pač ne funkcionirajo, ne funkcionirajo kot masa. Če bi hotel povezati ljudi, so taki neki zakonski paradoksi, nekaj, kar na hitro odpraviš in je boljše. Tako da, kar se cerkve tiče, je definitivno treba razmišljati tudi o obdavčitvi, ampak to je seveda tudi stvar pogovora tudi z davčno upravo, s Fursem, na kakšen način, kje, kako, zakaj, ker ne predstavljam si pa nečesa. Kakor jaz vem, v cerkvah delujejo tako, da rečejo, kukar daš. In zdaj bo prišel človek s otrokom, ki ga bo pripeljal na krst in ga bo vprašal župnika, koliko sem dolžan, on bo pa rekel, kukar daš plus DDV. Ja, ne, to je v smislu, ja, se strinjam s tabo, da je to lapsus. Gre za to, da pač je mišljeno bolj v smislu, da določeno cerkev financirajo njeni verniki. Ja. Da v bistvu se tukaj ta pravičnost, ta pravični del razporedi, seveda tukaj izvzamemo objekte, kulturno dediščino, zgodovinsko dediščino, kar ne soditi v tako zakonodajo. Mislim pa, da se velika večina ljudi kar nagiba v tej smeri, kar se jim zdi nepravično, sploh glede na dogajanje v zadnjem času, da še vedno pač se cerkev poskuša polastiti določenih pozicij v družbi.
Tjaša, občutek imam, da je tukaj Zoran se je malo izogibal odgovoru na tvoje vprašanje, ki je bilo prav postavljeno. Malo po vrhu plavaš tu. Vse si korigiralo vprašanje. Ko govorimo o financiranju cerkve, je vprašanje jasno. V vseh deželah, kjer je krščanstvo tipa protestantizma, imajo upeljan cerkveni davek. To se pravi, cerkev se financira iz posebnega davka, ki ga plačujejo pripadniki cerkve. V vseh državah, kjer pa vlada rimokatolištvo, pa poskuša cerkev se plasirati v državni proračun in ga zajedati. To je prvi del problema. Ta problem je seveda še mnogo večji. Zelo jasno se je pokazalo, da tam, kjer je cerkev zelo močna, je delež žensk v parlamentu zelo nizek. Kajti verni ljudje mislijo, da seveda ženske ne ostajajo doma, politika in cerkev pripadata moškim. To je recimo drugi element. Tretji element, o katerem pri nas nihče ne upa na glas govoriti, je korupcija, o kateri si prej lepo povedal. Ampak ne vem, če veste, da je stopnja skorumpiranosti države premosorazmerna stopnji pripadnosti rimokatoliški veri. To je grd stavek. Kadar ga povem, mi kdo poskuša steklenico piva v glavo vršiti. Ampak to je dejstvo. Naredite te zadeve. Tam, kjer je naprimer neka Švedska, Finska, kjer je stopnja protestantov 92-95%, nimate korupcije. Pejte na jug tega evropskega bazena, je stopnja korupcije tam, kjer je, in Slovenija zadnja leta premosorazmerna s tem, kako narašča vpliv cerkve, narašča tudi količina korupcije. Jaz ne trdim, da je cerkev kriva za korupcijo, ne me narobe razumeti. Ampak stopnja spoštovanja pravnega reda je toliko nižja. In če imamo mi zdajle vlade, ki so kar za povrstjo, to si prej tudi zelo lepo rekel, včasih celo povezava levo-desnih, to, kar smo videli pri TEŠ6, kjer je zginilo 400-500 milijonov, policija pa preganja nekoga za 2 milijona, tam to se ne more zgoditi, če stranke niso pri tej stvari sodelovale. Drugače bi seveda nekdo lahko odkril. No, zato jaz mislim, da je to vprašanje Tjaša v cerkvi in cerkvenem davku je zelo pomembno vprašanje, ne verjamem pa, da ga bo kdo upal zares tako pošteno odpreti, kot smo ga zdaj poskušali. Hvala. Zoran, se slišimo? Ja. Ja, to je bilo moje vprašanje. Ja, bolj se je na to navezovalo, da pač ljudje, posamezniki, tisti, ki so se deklarirali za vernika, tisti plačujejo svoji cerkvi, ne? Tako da v bistvu tukaj razbremenimo državo in dejansko potem se mi zdi, da nek del bo odpadel hitro teh vernikov, ne? Bodo premislili, a so res ali niso, ampak pustimo, to so že te stvari. Gremo mi na eno še bolj perečih tem, in sicer zdravstvo. Pa se ne bom spuščala zdaj v COVID, o tem smo zdaj kar precej govorili, bi šla pa v korupcijo v zdravstvu, v strašne milijone, ki poniknejo pri nabavah, to se pravi centralna nabava v zdravstvu. Kaj meniš o tem? Je to prioriteta? Mi smo predstavili en zelo dober način reforme javnega zdravstva. Pri nas sodeluje kot ustanovni član tudi najbolj znanih slovenskih ginekologov Stanko Pušenja, kateremu so te stvari bistveno bolj jasne tudi kot meni, pa še nekateri drugi zdravniki in veterinari, ki se spoznajo pač na to stvar. Prišli smo do neke ugotovitve, da je največji problem pri nas to, da ni osrednji problem zdravstvo bolnik, ampak je državna ustanova, državni zdravstveni dom, državna bolnica, ki so jame brez dna. Nimajo ustreznega menedžmenta, zato ker so pač obvladujejo
načeloma, bi rekel, klientelistično ali pa nepotistično nastavljeni ljudje. Javno zdravstvo, ne? Mi zdaj govorimo o razliki med državnim in javnim zdravstvom. To je izrednega pomena. Državno zdravstvo imamo mi zdaj v tem momentu. To pomeni, da je v bistvu privatno, ker je v rokah lobijev. Javno zdravstvo pa pomeni, da je zdravstvo financirano iz javnega denarja, da se ne nujno izvaja v javnih ustanovah. To je pomembno. Zdaj pa, če mi spremenimo državno v javno, pomeni, da bomo še naprej financirali, se pravi, zdravstvene storitve iz javne blagajne, ampak da bo osrednji problem zdravstva bolnik, ki se bo prostovoljno odločil na prostem trgu zdravstvenih storitev, kje bo iskal svojo zdravstveno storitev. Mogli bi vpeljati tudi privatne ambulante na trg nudenja zdravstvenih storitev, financirati človeku zdravstveno storitev, pri katerem koli uporabniku bi se on odločil. Kaj tukaj dobimo? Najprej valjda odpravimo koncesije, ker vemo, da zdravniki drugače zdravijo v svojih privatnih ambulantah trenutno, kakor pa v državnih, ne, zaradi tega, ker jim je interesu v privatnih dobivati bistveno več denarja. Potem zmanjšamo korupcijo na minimum, ker državne ustanove bodo mogle parirati privatnikom. Privatnik bo imel po defaultu nižjo ceno, zaradi tega, ker ne bo sam sebi kradel, ker mu ni v interesu nabavljati dragega materiala, imeti korupcije in podoben način. Se pravi, nižamo ceno storitev. Povečujemo kvaliteto storitev, ker se vedno naredi na trgu popolne konkurence, pa zato, ker se bojo vsi borili, da pacienti hodijo k njim. In kar je največjega pomena, toliko znižamo ceno zdravstvenih storitev, da lahko razmišljamo o odpravi dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Korekten odgovor. Mene samo zanima, zakaj zdravstveni domovi kot taki so funkcionirali vrsto let, ne? Mi smo zrasli v bistvu z zdravstvenimi domovi, ki so bili ravno tako financirani z javnim denarjem, ali v bivši državi, ali sedaj v Sloveniji, kakorkoli. In kar naenkrat je prišlo do nekega kolapsa tega sistema, samo zdravstvenih domov zdaj govorim, ne? Ker večina, polovica zdravstvenih domov zdaj je polovico oddajajo v privatne namene, so hiše duhov, mrtvi, pravzaprav kar propadajoči objekti, že nekateri, govorim konkretno za vrhniškega, nekaj se zdaj sicer prebuja, ampak zadeva je v katastrofalnem stanju. Zakaj kar naenkrat nekaj, kar je funkcioniralo in delovalo, preverjeno, ne deluje? Spet smo pa istem vprašanju, to je korupcija. V bivši državi je bila percepcija korupcije popolnoma drugačna, kot je bilo naknadno po osamosvojitvi. In mogoče v štartu še funkcionira, zaradi tega, ker je še nekaj denarja bilo. Potem je pa denar začel enormno zginjati, nobene odgovornosti ljudje več niso imeli do državljanov, niti do denarja. Ko se ti ukvarjaš s tujim denarjem, te popolnoma malo briga, zdaj v tem momentu govorim za vodstva zdravstvenih domov in pa bolnic, ne. Ko ravnajo s tujim denarjem, se obnašajo kot svinja z mehom. In gre za klasično korupcijo, za nezakonite javne razpise, sami smo videli, kako je bilo v primeru operacijskih miz, kako je bilo v primeru naročanja opornic, kako je bilo v primeru, ne, in tukaj je ta denar, ki zginja, ne, iz zdravstva, in tukaj je največji problem. In to je na ta način, z našim predlogom bi mi to odpravili. Prej nisem še omenil, da bi se ljudje borili za svoje paciente in da bi na ta način še močno skrajšali čakalne vrste. Bolj je šla zadeva naprej, bolj je bilo vse izprijeno v smislu odtekanja tega javnega denarja, in to je tudi razlog ljudje, da nismo mi od leta 1991 naredili ene samostojne bolnice. V COVID situaciji je bilo to sploh vidno. COVID situacija je bila samo združena 30-letna zločinska politika. 13 milijard evrov je šlo do zdaj denarja za reševanje COVID krize, ene bolnice nismo naredili. Če bi samo pol tega denarja naredili samostojno bolnico, na vrh stroke postavili zaupanja vredne ljudi, na komunikacijske funkcije z javnostjo zaupanja vredne ljudi, pa mi se ne bi bali nobene epidemije več. Janša prav, da sem jaz kriv za polne intenzivne nege, pa 180 postelj imamo na intenzivnih negah v zahodnoevropski državi, pa koga ni sram, ene rjuhe niso kupili s 13 milijardami evrov, ene naravne katastrofe ne zdržimo, kaj šele nekaj, ali pa je veriženega trčenja na avtocest. Zdravstvo naše je v rasulu, samo zaradi tega, ker je državno. In ker je državno, pomeni, da je v privatnih rokah lobijev in funkcionira za nekatere kot bankomat. Rešimo ga pa na ta način, da spremenimo način razmišljanja. Se pravi, ne sme biti več
zidovi zdravstvenih domov bolnic osreden problem, ker so luknje brez dna. Osreden problem ne rata bolnik, financirali ga bomo iz javne blagajne, ampak kjerkoli bo on hotel imeti to storitev. In tako se bo, tako sem rekel, dvignila in kvaliteta storitev, zmanjšale se bojo čakalne vrste, odpravila se bo korupcija, zadeva bo funkcionirala. Saj mi nismo najpametnejši na svetu. V zahodnoevropskih državah tak sistem v Nemčiji obstaja in funkcionira odlično. In glede na njihovo kupno moč je procentualno cena njihovega nabavnega materiala bistveno nižja kot pri nas. Tako. Še dve kratki vprašanji, potem bom pa, če bi kdo slučajno želel Zorana karkoli vprašati, dajte rokci stisniti, da se bo videl, jaz bom zdaj si prvošla še nuklearna elektrarna, 2, da ne. Prej gospod Pintar dobro povedal, kakšne smo imeli težave s TEŠ6. Nočete niti predstavljati, kakšne težave bi imeli z gradnjo NEK2, mi smo absolutno proti, prvo zaradi tega, ker je era izgradnje nuklearnih elektrarn mimo. Krško je bil zgrajen za popolnoma drugo število populacije, v popolnoma drugačnem obdobju, smo pa videli tudi, da na izredno potresnem območju. In tisto tveganje, ki predstavlja nuklearka na potresnem območju, je bistveno više od doprinosa koristi, ki jih imamo zdaj. Obstajajo alternativne oblike pridobivanja virov energije, kateri smo mi bolj naklonjeni, obenem je pa treba ozaveščati ljudi, da več nas je, trošimo več in je prav, da se začne o tem razmišljati. Tako. Vojska ali splošna ljudska obramba? Mislim, da moramo imeti vojsko, zaradi tega, ker prav pride v primeru različnih katastrof, ne govorimo o vojskovanju, o bojevanju, ker mislim, da smo mi počeli celo življenje oziroma za čas mojega življenja oziroma v zadnjih 30 letih smo počeli en in isti problem. Ne. Slovenija je majhna, lepa država, ampak tudi z odličnim geostrateškim položajem. Ampak je pa problem ta, da mi smo majhni in nismo vplivni. Ne. Majhen vpliv imamo in če se eksplicitno postavljamo na eno od sprtih strani, kar vedno počnemo, tudi zdaj v primeru Ukrajine pa Rusije, zgubljamo na svoji kredibilnosti. Nismo noben doprinos koristi, nimamo nobene koristi, lahko pa dobimo velikega sovražnika. In ne vem, zakaj smo mogli zdaj Putina štokati v oko ali pa prej Kitajce. Ne. In če bi bili mi stalno neopredeljeni, pa taktni v vseh možnih primerih, bi bili v bistvu bistveno bolj kredibilni. V tem momentu, ker se pa zdaj prodajamo vedno na eno stvar, včasih imam Tjaša občutek, če bi prišlo do vojne med francosko Gvajano pa Čadom, da bi se mi definitivno postavili eksplicitno na eno stran in še v naši državi bi prišlo do spora med levimi pa desnimi, kdo je za koga. Ne? In vedno govorimo o Švici, ne? Čar Švice je stalna politična in vojaška neopredeljenost. Pustimo njihove rabote zadaj, ampak oni se vedno predstavljajo kot neopredeljene in zato imajo visok vpliv v svetu. In s temi idejami, ki sem jih do zdaj povedal, ne da bi mi hoteli biti druga Švica, ampak bi bila Švica, bi hotela biti druga Slovenija. No, kako pravijo iz tvojih ust radi izvoli. Da vem, ki na koncu začnemo. Nekdo nam je Švico obljubljal, pa bi prosil, da mi jo ne obljubljate več. No. Nisem jo jaz obljubljal. Bogi Švicari, če pole slišala. Drugač pa naša skupina boli kar glavni plagiator v Sloveniji, vidimo. Od vas smo prepisali del programa, ki govori o volilnem zakonu. Pa mi smo dali na našo spletno stran pobudo o nadzoru, civilnem nadzoru na volitvah, pa je prišel Luka Mesec pol čez en teden na Zoom, pa je rekel, jo, mi smo pa čisto identično razmišljamo, kar tole pripravljamo. Pa je prišel pa Marjan Šarc, pa je rekel, mi imamo pa že vse spedene, se smo že tole objavili, dali pa ne 3 dni že aktivno iščemo kandidate. Podobno je pa zgodba s tem voucherji. Tamle včeraj jaz po Zoomu nekaj brskam ali ne po Zoomu. Po Facebooku pa možak napiše, zbiramo tamle tiste denarja, kva se gremo, jaz bi pa dal svoj voucher, pa tole kupo za sitne pare. No, pa sem malo brskal in preberem, da je 170 milijonov tega denarja nek na razpolago in napišem pa to idejo, da
Ministrstvo za finance naj lepo temen račun odpre in tisti, ki bo hotel ta voucher podeliti za nakup Save, podpiše izjavo, se transfer denarja naredi in ki bo kupček tam poln, se ta delež kupa. No in danes cel dan berem tele tiskovne konference, gledam, SD imajo ne vem kaj, pa imajo predlog, ne vem kaj, izredno sejo bi rad imeli, da se ta delež Save kupi, pa Lista Marjana Šarca isto. Tako da zdaj ne vem, a mi plonkamo, smo šlogarce, smo kaj druga, skratka, zanimiva skupina ratujemo, no. Ja. Niste me dobro zastopil, jaz nisem rekel, da ste vi pripisali, ampak da sem se pohecal v komentarjih pod Tjašinim objavom, ampak to že precej časa nazaj, če pripisujejo, ker imamo iste poglede na to stvar. Je pa res, da smo dejansko imeli memorandum napisan, preden ste vi ustanovili skupino. Samo to sem rekel. Vi sploh ne veste, koliko časa sem videla s Tjašo že menila, da jaz sem njej rekel že zdavnaj, da ne bo mogla na volitve, če ne bomo zrihtali na spletne strani. Ja. In spet smo zdaj tam, kje je bila kura in kje je jajce, ne? Oziroma kaj je bilo prej. Super. Samo tako nadaljujte, ne, nisem klišejski, pa zato, ker se z vami pogovarjam, ampak čisto vsako ozaveščanje je dobrodošlo in hvala vam za to. Zoran, to je bil hec, jaz sem tako vesela, da se lahko danes tudi takole malo pohecam in se mi zdi prav pogovor. A ima še kdo kakšno vprašanje za Zorana? Zoran, potem pa tebi dam besedo, če boš ti še kaj povedal, tako da zdaj te čas samo bezam. Če se lahko oglasim, ker nimam rokce. Seveda, kar izvolite. Tomaž Ogrini Sinteze, pa tudi v nekih društvih sem. Pri zdravstvu je izostalo Zavod za zdravstveno zavarovanje. Kot je meni znano, oni omejujejo število operacij, število pregledov, vsega hudiča. Zato so tudi čakalne vrste. Oprema pa stoji, recimo, pa potem spuščamo kadre ven v tujino in take stvari. No, ampak kar se tiče Zavoda za zdravstveno zavarovanje, se mi zdi, da ga je treba omeniti v tem smislu in nekako bi rekel predelati to organizacijo v primernejšo. No. To imam vprašanje. Kar se pa energetike tiče, bi bilo pa treba eno posebno razpravo, ker ne morete nadomestiti elektrarne, ki dela 24 ur z vetrnicami, ki delajo, kakor veter piha. No, tako. Hvala. Strinjam se, za to energijo je dejstvo, da bi rabil celo uro diskusijo o temu in to sem hotel tudi prej povedati, pa sem ravno rekel, da ne bom preveč širil teme. Kar se tiče teh virov energije, kot so veter, sonce in to, je treba poskrbeti za pravilno skladiščenje. Saj veste, zdaj imamo tisto elektriko, ki je v tem momentu proizvedena, ne? Ampak takrat, ko veter je, takrat bi mogel ga pravilno skladiščati. In obstajajo načini, malo smo gledali tudi po tujini, na kakšen način izkoriščajo pametno, recimo akumulatorje za električne avtomobile in podobno. Se pravi, da takrat, ko ni recimo sonca, če govorimo o pridobivanju takih virov energije, da je lahko ustrezno skladiščeš in nadomestiš za takrat, ko pač sonca ni, recimo, ne. Tako da, ja, to je na hitro samo o temu. Kar se tiče Zavoda za zdravstveno zavarovanje, smo spet pri isti temi, to je pač korupcija, ne. Vam je popolnoma jasno, da če ena zdravstvena storitev zdaj v tem momentu stane 500 evrov in jo plača zavod, si na vrsti čez 3 mesece ali pa čez pol leta ali pa čez 1 leto, če pa plačaš teh 500 evrov iz žepa, si pa na vrsti takoj. Zakaj? Ker tega denarja ni. Ni ga zaradi korupcije in dejstvo je, da bi ta naša reforma, ki sem vam prej na hitro samo povedal, v bistvu odpravila to stvar. Tjaša, lahko jaz eno stvar še? Seveda. Zoran, moram reči, nekaj mi je bilo prej všeč, pa se vrnem k temu vprašanju, ko si bil vprašan o zamenjavi inštaliranih kadrov v zadnjih, rečemo, 2 letih, ne? Kjer je absolutno veljalo načelo, naš je, pol šele ali ustreza, ali ne, pa so celo ljudi, ki so bili globoko zapleteni v sodne procese, nastavljali celo za
ministre, vodje zakonodajno-pravnih služb in tako dalje. Všeč mi je bilo, da te ni potegnilo, da bi rekel, če pride zdaj leva vlada, naj takoj zamenja vse skupaj. Mi smo v Sintezi pred leti začeli to vprašanje in prišli pravzaprav do enega modela. Izhodišče je bila pa neka knjiga, ne vem, če jo poznate, jaz ti bom citiral, pa toplo priporočil. Doktor Demšar je napisal knjigo Javna hiša Slovenija. S tem je kar dosti že na začetku povedal. In njegov problem, tako kot ga on vidi, je, da hoče tekoča vlada v vsakem upravnem odboru imeti večino in potem delegira svoje ljudi noter. Pa naj gre za javno RTV, naj gre za filharmonijo, naj gre za univerzo, naj gre za zdravstven dom, naj gre za muzej in tako dalje. In on pravi, dokler mi ne bomo ločili politike od upravljanja, politiko odstranili in zmanjšali delež političnih predstavnikov v organih upravljanja javnih zavodov, toliko časa mi problema ne bomo rešili. Zato bi jaz tu rajš podprl tvoje stališče, ki pravi, ja, če gre zdaj za absolutne napake pri kadriranju, jih popravimo. Ampak ne zdaj za vsako ceno vse zamenjati, temveč se poskušajmo orientirati, da spremenimo ta zakon. Mi smo v Sintezi celo pripravili predlog sprememb zakona po alinejah. Dajmo težiti k temu, da tu vrnemo stroki njeno mesto. Naj filharmonijo upravljajo glasbeniki in oni bojo prisiljeni potem ne jokati, dajte denar, ampak dobiti dobrega menedžerja. To pa pomeni, da mi moramo politiko odrezati od vodilnega položaja v vsakem upravnem odboru vsakega javnega zavoda. To se mi zdi prav in bi rad, da s tem tudi greste v volilno bitko. Ker tu boste dobili veliko podpore. Hvala. Še gospod Klemenčič je imel roko gor, če sem prav videla. Ja, živijo Zoran. Pozdravljen. Jaz se, ne vem, če se spomnim, jaz se kar nekaj časa matram s tabo prijeti v stik, ne. Grosuple. Tako, ja, pa bi Prav. eno provokativno vprašanje mogoče, kako ti iščeš kadre, no? Ker recimo jaz te spremljam že kar nekaj časa, sem si ti ponujal, sem te kontaktiral, ne. Imam pa občutek, da po teh kadrih, ki jih ti predstavljaš, da so to predvsem neki mladi, neizkušeni. Ti si zavestno šel v to smer, da v bistvu iščeš take mlade, neizkušene zelene kadre, ali... Ne vem, ne more zdaj videti, kaj imam. Gorazd, a lahko javno povem tvojo številko telefonsko? Ne. Te imam zapisenega po 3. volilnemu okraju v 4. volilni enoti, samo ne utegnem. Gorazd, jaz sem rekel, da furam neko novo politiko in novo zgodbo. To pomeni, da sem verjetno edini predsednik stranke, ki se bo z vsakim kandidatom v določenem okraju dobil in spil kavo. 7000 kilometrov sem naredil v januarju, 7000 kilometrov jo bom naredil v februarju in ni mi žal za en kilometer, ker smatram to kot investicijo v neko boljšo prihodnost družbe. In samo to je problem, ker spadaš pod ljubljansko volilno enoto in sem rekel, da bom pustil ljubljansko pa gorenjsko za na konec, zato ker mi bo tukaj lažje letati. Evo, samo zaradi tega, drugače pa ne, ker sva tukaj, ampak pričakuj klic takoj v koncu naslednjega tedna. Samo to je. Drugače pa izbiramo kadre na ta način, kot sem rekel, ljudje nam jih predlagajo, 192 jih je bilo predlaganih, nekako se odločamo na podlagi kompetenc, pa na vseh unih po drugih dejavnikov, kar sem rekel, in definitivno se mi je interes dobiti z vsakim. Tako da, ja, definitivno se bo dobila in mi bo v veselje. Sam, prosim, ne biti užaljen, samo razumi me popolnoma, ker jaz mislim, da bo biti teleportacijske sposobnosti ali pa da se podvojim nekako, če bi bilo le možno. Si se rekel moje provokacije, ne. Ko pa že glih govorim, bi pa vse eno stvar še, ki me pa zelo včasih ziritira, ne. Ko smo govorili o energetiki, ne.
Jaz sem poslovno bil tudi malo v tem včasih noter, a ne. In ko začnete govoriti recimo o hranilnikih energije, ne, to so idejo poznam, ker sem bil not, ne, ta ideja je stara, ne, 15 let, ne, to ni od včeraj, ne. To je takrat, ko so začeli govoriti o električnih avtomobilih, ne, pa si začeli, kam bomo pa z zasluženimi akumulatorji, ne, je prišla zelo genialna ideja, ne, dajmo narediti hranilnike, ne. Tako da v bistvu je to zelo nevarna, za moje pojme nevarna stvar, ker zdaj v Sloveniji je pa to zelo moderna beseda, ki jo skoraj vsak dan slišim. Dejansko pa bi oni radi odslužene akumulatorje iz električnih avtomobilov skupaj nabutali v neke objekte in naredili hranilnike, ne. Jaz mislim, da je to zelo napačno, a ne. Pa tudi te sončne elektrarne, ki Golob toliko, če ne zaradi drugega, zaradi tega ne bi volil, ne. Ker tudi sončne elektrarne, spet sem bil malo zraven, a ne, ponoč ne dela, ne. Pa ne samo to, ne, pride oblak ne dela, ne, kar pomeni, da je zelo nestabilen sistem, a ne. In cela Evropa, kakor jaz vem, zelo pospešeno gradi plinske elektrarne, a ne. Plinske elektrarne so najdražji način proizvajanja električne energije, ne. In tudi sporen, ne, ker konec koncev so to, imajo izpuste, glih tako, ne. Tudi odvisen si od tujih energentov. To bi te jaz prosil, no, ker zelo fajn govoriš pa vse, ampak ta politika me je pa zbodla, ker je res... Razumem, nisem hotel iti gore ful daleč, a veš. Okay. Hotel sem še en kup drugih alternativ moment. Gledal sem tudi eno študijo, ki priporoča izredno visoke vetrnice, ki se vertikalno vrtijo in ne ogrožajo niti ptičev, nekaj imamo probleme s temi društvi za zaščito ptic pa podobne in ena lahko skrbi ne vem koliko tisoč hiš, zdaj mi je malo ušlo iz glave. Obstajajo moderne oblike, kjer bi lahko dominirali, če bi vlagali v znanost, ne. Pa je, da je tori bistveno boljša varianta od urana. Kaj pa ena zelo enostavna stvar, ne, zakaj sploh rabimo elektrike toliko? Saj to sem rekel, ne, da je treba ozaveščati ljudi, da bi trošili manj. So kakšne študije narejene, ne. Prej eden tukaj od vas omenil, ne, da pač populacija narašča, ne, ni res, ne, slovenska populacija dejansko se zmanjšuje, ne, ali pa nas je vsaj približno isto, ne, zakaj potem potreba potem narašča, ne, zamenjali smo vse žarence za varčne žarence, ne, uporabljamo varčne hišne aparate, gospodinjske aparate, ne, mislim, od kje potem ta fama, da rabimo več in več, ne. To sem pregovoril, ne, to sem striktno poudaril, ne, več nas je, trošimo več, treba je ozaveščati ljudi, da več nas je, praviloma bi mogli trošiti manj. Ja, ampak nas ni več, ne, nas je več. Število prebivalstva raste, ne. Jaz bi zdaj mogoče še, ta tema je zelo zanimiva, ampak to, kar je že prej bilo omenjeno, ne, lahko eno samo temu posvetimo, tako da jaz sem prepričana, da če se bosta povezala, bosta našla še kakšno fajn rešitev, tako da poročajte, no, da bomo vedeli tudi v skupini, da ste dogovorila in kakšne rešitve sta poiskala. Potem naslednja stvar, oziroma še dve stvari, 3. člen Ustave, Zoran, tvoj odnos. To je čisto, nam rekel, populistična, ker je to etiketiranje, ne, odprava 3. člena je v tem momentu nemogoča. To pomeni izstop iz Evropske unije. Če damo to vprašanje na referendum, vam garantiram, da bo plebiscitaren rezultat proti odpravi tega člena, tako kot je bil za vstop v Evropsko unijo. Mi kot mentaliteta kolektivna smo pač taki, da radi pripadamo določeni večji skupnosti in to v tem momentu tudi počnemo. Dejstvo je tudi, da od Evrope zaenkrat dobivamo bistveno več sredstev, kakor jih vračamo nazaj. Tako da jaz mislim, da je pa, zagovarjam pa določeno mero evroskepticizma. Mi ne smemo sprejemati njihovih odločitev, ki so na škodo našega prebivalstva, glede na ekonomske značilnosti, glede na geografske značilnosti, glede na kulturološke značilnosti. Se pravi, rabimo pa voditelja, ki bo mu toliko poguma, da jim reče ne. Ne pa lahko reče samo tisti, ki je suveren. Suveren je pa samo tisti, ki ni dolžen. Se pravi, tem fantom iz Brusla ali pa Evropske centralne banke ali pa Feda, kdorkoli že upravlja z nam, je treba samo enkrat končno povedati. Vemo, da so nas zadolžili, vemo, da smo v bankrotu. Zagotavljamo, da bomo vračali, ne bomo si pa več sposojali. Ampak ne bomo več sprejemali odločitev, ki so na škodo našega prebivalstva. Če pa želite
bomo podprli referendumsko vprašanje, pa naj vam naša javnost pove, ali kaj misli o tej vaši odločitvi. Super. Samo še ena stvar, samooskrba. Slovenija je majhna, ampak vemo, da je bogata s takimi in drugačnimi surovinami, s površinami, z lesom, konec koncev tudi s pridnimi ljudmi, čeprav smo to zdaj že malo pozabili oziroma tega sploh ne jemljemo več v obzir, ker imamo toliko drugega dela pa sami sabo. Ali je možno, da se Slovenija, da dvigne raven samooskrbe, ker se mi zdi to pa zelo pomembno, sploh dan danes, ko nam grozijo z lakoto, z takšnimi in drugačnimi krizami. Kaj meniš o tem? Definitivno, mi, ne bom zelo širil teme, na hitro bom povedal, mi tudi v memorandumu našemu, kar se tiče šolstva, govorimo o tem, da naše šolstvo zaseda otrokom možgane z mnogo preveč balasta. Vse prav, da ve, koliko ima Paragvaj prebivalcev, ampak to zato, da bo položil parket, človek niti ne rab vedeti, recimo. Po drugi strani ga pa ne nauči živeti. In zato se mi zavzemamo tudi za implementacijo predmeta samooskrba ob prvi pomoči in podjetništvu in obrtništvu. Že v osnovne šole, zato da otroku razširiš obzorje v tem smislu, da bo on znal živeti. To je zelo pomembno za samooskrbo. Na individualni ravni je spodbujanje samooskrbe izrednega pomena. Vrtički, podobne stvari, to so stvari, ki se jih da reševati tudi z OPN-i, z načinom pozidave območij, z načinom spodbujanja vrtičkarstva, z načinom nabave lokalnih pridelkov v javnih zavodih, vrtcih, šolah, tam, ko ima pač občina, lokalna samouprava ali pa država vpliv. Na kolektivnem nivoju je pa samooskrba izrednega pomena, ampak pri nas ne funkcionira, ker se vedno sledi kapitalu. In kaj se dogaja? Če se je omenila les. Mi prodajamo les na panju. To je dejansko se tako zgodi. In pride avstrijski Goldsvar in poseka smreko. In pride njihov kamion in odpelje smreko v Avstrijo. In tamle njihova žaga to smreko razžaga in njihova proizvodnja se sta omaro in njihov dipo nam jih nazaj proda to isto smreko za 10,000% dražje. In to so stvari, ki se ne smejo dogajati. In vsaka vlada funkcionira na isti način, deluje od 2 do 4 leta in sledijo samo temu, da si v tistem momentu naberajo veliko denarja. Na dolgi roki pa stvari sploh ne zanimajo. Zato imamo tudi tako visoke davke pa podobne stvari, ker oni hočejo denar zdaj, ker vejo, da jih čez 2 let ne bo več. Ali pa bojo prišli čez 8 let spet. A me razumeš? Tako da samooskrba izrednega pomena, morajo pa voditi politika, ki deluje v korist ljudi, ne pa politika za lastne žepe. A pa mi sploh še znamo biti dejansko državljani. A znamo v bistvu pomisliti na to, da moramo nekaj dati, če želimo v bistvu nekaj dobiti, ker konec koncev je to korelacija, ki mora biti v prvi vrsti vsakemu predočena dejansko od osnovne šole. Jaz mislim, da ne samo samooskrba, tako kot si omenil, ampak tudi ta participativni proračun. Tako da v bistvu moramo nekaj dati in otroke treba že od malega vzgajati v tem duhu, da morajo biti prisotni, da soupravljanje je sila pomembno. A imate to tudi v programu? Seveda, to sem prej govoril, o tem ozaveščanju, o dvigu politične kulture. Prej sem govoril, ker politika predstavlja zgled ljudem. In ko se politika obnaša, se ljudje začnejo na podoben način. Rekel sem, identificirajo čisto vse državne funkcije, celo državo in svoj odnos do države na ta način. Nam je zavest politična izredno padla. Če mi gledamo recimo neke stare parlamentarne demokracije, pa imajo tudi problem, pa recimo za neko Anglijo. Če gledaš ti njihove seje parlamenta, to je kar nogometna tekma, pa so polite ljudje, kulturni, ampak oni se obmetavajo tam s papirčki, vpijejo, ampak to zato, ker so politično kulturni in ker zastopajo voljo svojega volilnega telesa za vsako ceno, tudi če se je treba stepsti v parlamentu. Mi pa to mešamo s politično korektnostjo. To je pa v celofan zavita laž. To pa pomeni, da se smehljajo, trepljajo, leporečijo, zabijajo si nože v hrbet, pa pokradejo vse, kar se da. In se je zavest državljanska spustila na minimum, ker pomeni, da smo mi že začeli razmišljati o tem v smislu. Ali rečemo, saj nas sploh ne briga, kaj se dogaja, 65% prebivalstva, ali pa drugih 35% prebivalstva, ki pa reče, saj dober, saj krade, sam saj kaj naredi. Tuk nizko nam je zavest padla, da nam je sprejemljivo, če nekdo krade. V tej situaciji COVID smo celo videli, sploh pred desnemu volilnemu telesu, da delijo kriminal na dober pa slab.
Dober je tisti, ki ga delajo naši, slab je pa vaš. In to je ta zavest, ki jo treba vzdigovati z neko pridobivanjem neke državljanske identitete. Ne. Ampak zato rabimo zgledne ljudi na funkcijah zaupanja vredne, ko ga ti vidiš, da svojim likom, pojavo, delom, načinom komunikacije zbuja zaupanje. Ne pa, kaj že naprej veš, da je kriminalc, pa rečeš, jaz ga bom pač volil, ker so drugi večji kriminalci. Veš, tisti učenc slabega, sindrom slabega učenca. Res sem dobil 2 enke, ampak sošolc ima 3. Tako razmišljamo, ne. In si predstavljaš, da nekdo reče, saj kradejo, saj nekaj naredijo. Kaj ti Tjaša, da gre zdaj z družino na dopust, pusti stanovanje prazno, pride vlomilc, ti vse pokrade, ker ima v bajti, ampak ti saj rože zalije, ker te ni doma in mu rečeš, ful ti hvala. Mislim, noro. Ja. V bistvu, da se na kolektiven nivo vplivati, se pravi, tako, kot si sama rekla, skozi šolstvo, ozaveščanje, medijski prostor, pravilna komunikacija z javnostjo in pravilni ljudje na položajih. Rado še kaj? Ja. Prej ste se vidva pogovarjala, kako so te na kavi dobila v Grosupljah. Pa imam eno asociacijo, pa pol povedal, zakaj. Vprašanje je pa, a je lažje iti s politiki na kavo, a lažje v civilni sferi, s civilnimi iniciativami. Kje je lažje nekoga spraviš na kavo? To je moje vprašanje. Pa pol povedal, zakaj. Koga lažje je vprašanje vezano na interes nasprotnega posameznika. S kom grem pa jaz grem pa s civilno iniciativo, ker vem, da nimajo, ali pa načeloma nimajo nekih fig v žepu. Ja, zdaj pa jaz povedal, zakaj je to vprašanje. No, 3 mesece po teh protestih v Ljubljani, ki sem redno hodil, sem tam probal pol in par ljudi na kavo spraviti po protestih, pa sem pa teli najbolj aktivni Facebookari, če temu tako rečem, ki so reagirali na vsako lumparijo, pa tweet Janeza Janše, sem je razlagal, da se brez veze ukvarjati s temi tweeti, pa ne vem, kaj se ide, da je treba iti na kavo, pa se začeti med sabo pogovarjati, pa organizirati. No. Tako da je pol leta se rabil, da sem 10 ljudi dobil, ko so bili pripravljeni v Ljubljani na kavo. 7 si jih je pa prijavil, 3 so pozabili, eni zamudil, na koncu smo bili tam 3. Tako da sploh sem rekel, teli civilniki, pa ne vem, kjeri so malo čudni ljudje. No, pa sem pa to mehko bolj osebno zastavil in sem v Ljubljani se bil po eni kavi, po Izolo sem šel po Tolmin. No, pa se zadeva že kar malo pozitivno. Iz Izole poznaš Igorja, sej. Pa midva sva se pa končno najdla in zdaj nekaj iz tega počasno nastaja. Tako da iti na kavo je pametno, no. Strinjam se, to sem hotel povedati. Ja, upam, da bomo še kdaj šli. No. Z veseljem. Sploh ob dani medijski blokadi je vse, kar nam je ostalo gverilsko delovanje. Gverilsko mislim v pacifističnem smislu ob kavicah in pa širjenju idej od ust do ust. In tega se neizmerno poslužujemo in to mi je veliko veselje. Ampak kakor pravim, človek iz mesa in krvi sem, imam tudi svojo družino, svoje obveznosti in trudim se dajati vse od sebe in dobivati z ljudmi, pogovarjati z njimi in to mi ful pomeni. Konec koncev tudi dejansko v tem uživam, pa nočem biti klišejski, ampak dejansko je tako. Zoran, 1 uro in 37 minut ste že, mučimo hitro. Samo je še en komentar, nek smo glih pri teh kavah. Seveda. Jaz sem bil dolg časa v poslovnem svetu, in kava je bila res preveč, jih je bilo preveč na dan. Ampak jaz sem razvil pol eno tehniko, da človeka, ki sem bil parkrat z njim na kavi, sem ga testiral, a si zaupava. In to na ta način sem rekel, a bova eno pivo. Ker nihče ne upa s tabo popiti nekaj alkohola, če ti misli lagati. Zanimiva teza, ne vem, če drži, ampak zanimivo. Probano. Kitajci pa Japonci sigurno ne prenesejo. Lahko še nekaj glede civilnih iniciativ, Seveda, izvolite. ker nekako sodelujem že nekaj časa na področju okolja. Namreč civilna iniciativa, tista, ki jih poznam, se osnuje na osnovi nekega problema, ki ga
lokalna politika ali pa tudi državna ne rešuje in ne reši. In toliko časa vztraja, dokler se ta problem ne reši, potem razpade. Ne? Ljudje se ne združujejo kar tako tripirovske, da tako rečem, ne? Ampak okoli problema. Recimo tak primer je Celjska kotlina. Tam je nekaj civilnih iniciativ, ki so že marsikaj dosegli. Evo, zakon o sanaciji Celjske kotline pa ni šel skozi že tretjič, ne? Zaradi nekih nasprotovanj pač. To je ena stvar. Pa recimo je Kemis za Goru na Vrhniki. Sem v tiste civilne iniciative vključen. Kot kemik sem malo dal tudi strokovno osnovo, ampak se ne rešuje naprej na državni ravni. Stoji in tako naprej. Tukaj je Salonit in tako naprej. Polno je takih stvari in mislim, da bi se morali, recimo, če bi ena stranka nastopila na volitvah, tudi prezentirati lokalno, kaj bo rešila. To, ker hodite okoli, seveda boste najbrž marsikaj slišali, ne? Kakšni problemi so in bi jih morali uvrstiti pač v reševanje, bolj konkretno, ker veliko strank ima neverjetno razvlečen program, da tako rečem, kar v sebi pokril, v resnici pa ne veš, kaj bo. Tudi te stranke, ki so zdaj na vladi, da tako rečem, so imele svoje programe, ampak od teh programov so šli stran, pa jih noben ni prijel za vrat, recimo čistko, ne. Še nekaj, recimo pred časom so mi objavili v Dnevniku malo rekonstrukcija upravljanja države, pa smo tudi to reševali preko drugih, gre za inšpekcije. Marsikaj bi lahko rešile same inšpekcije. Zato smo predlagali, ker se to ne dogaja, da se inšpekcije izločijo ven iz ministrstev in da vse inšpekcije postanejo neke vrste veja, posebej tako, kot je sodna veja. Tako da so neodvisne od politike. To bi bilo bistvo. Potem bi marsikjer problem na terenu reševali, tako kot je po predpisih. Ne pa, da ga inšpekcija odkloni ali pa rešuje v nedogled in tako naprej. Od črnih gradenj pa pustimo to, so še drugi stvari. Celjsko kotlino bi že davno rešili, če bi inšpekcija bila na pravi strani, ne. To je ena stvar, ne. Drugič pa recimo pri vodenju vlade bi moral nek razvojni, nek svet biti strokovnjakov, ki bi pravzaprav dal strategijo, ne. Mi nimamo strategije dejansko. Naprimer, Velika Britanija ima poseben inštitut za strategijo, ne, in tako naprej. No, take stvari, ne. Hvala. Lahko jaz na tole nekaj? Seveda. Ja. Ena izmed tem zadnjega meseca je tudi tole civilne iniciative na področju varstva okolja in telih. In to, kar ste točno vi zdaj povedali, se zdaj ne vem, kdo je govoril. Kdo je pa bil? Ja, gospod Ogrin je govoril. Gospod Ogrin, ja. Teh civilnih iniciativ v Sloveniji, recimo jaz poznam vsaj 10 ali pa še več, ker tudi delam na tem področju, sem komunalec po profesiji. In enostavno ne razumem, ker se še pač učim tega posla na tem področju civilnih iniciativ v združenju. Kako se ne znate skrb vzeti, da bi se zorganizirali v eno pošteno stranko zelenih ali pa karkoli. Zdaj imamo tukaj neke 3 stranke zelenih, ki vsaka ni nič. To je meni čisto enostavno, tega ne dojamem. Ja, imate čisto prav imate. Poskušali smo tudi v zelenih in recimo zeleni Slovenije nastopajo samo vsake 4 leta, ko so volitve. Vmes jih pa ni. Žal. Tako da tisti, ki delamo, na koncu pristanemo na sodišču. Samo še sodišče nam pomaga, recimo upravno sodišče, kjer pa spet potrebujemo pravnike, ker nimamo takih kadrov, ne? In tam skušamo utemeljiti stališča in doseči nekaj proti vladi tudi in smo že tudi dosegli. Drugače se ne da, politika ne posluša. Če ne greš na sodišče, ni nič. To je žalostno. Jaz mislim, da bo to tema, ki bo zelo aktualna na naslednjem srečanju, ko imamo še zeleno Vesno tudi, pa se takrat oba povabim k razgovoru. Mislim, da bomo marsikaj imeli za povedati.
Zdaj bi pa jaz še Zoranu predala besedo, ker smo počasi v zaključku, ker smo 45 minut že čez čas. Tako da, Zoran, povej še nekaj zaključnih misli, preden se poslovimo, prosim. Ne bom vam več veliko časa kradel. Rad bi povedal, da smo videli vsi skupaj, vsi smo dosti stari in modri, da res živimo že 30 let v neki politiki korupcije, politiki delitev, politiki preteklosti. Čas je, da če je to politika laži kot edina alternativa laži, pride na vrsto resnica in da zapiha neka nova politika, nek nov veter, to bo politika z danes na jutri, ne več z danes na včeraj, politika transparentnosti in politika povezovanja. Mislim, da je čas zgoden, da je ta prav moment, da so se ljudje precej politično zavestili in če bomo že pripomogli k temu, da dvignemo udeležbo na sedanjih volitvah, predvsem tistih ljudi, ki še do danes niso bili slišani, in če bomo nek glas teh ljudi, ki do zdaj niso bili slišani, mi bo to neizmerno veselje in ponos in vabim vse, tudi vaše sledilce, da se udeležijo volitev, ne glede na to, za koga bojo volili. Zoran, zelo lepa zaključna misel. Jaz mislim, da bomo na tem področju definitivno sodelovali. Jaz upam, da bodo člani naše skupine zadovoljni tudi s tvojimi odgovori. Imaš veliko pristašev tudi med nami, tako da želim ti, da čim bolje predstaviš še naprej, da uspeš s svojim programom. Želim ti, da popelješ, pomagaš in si na vlaku, ki bo popeljal Slovenijo naprej, in da gremo vsi tja, kamor si želimo iti, no, in preneha to obdobje nazadovanja in da končno se v tej naši ljubi domovini Sloveniji zgodijo pozitivni premiki, ker smo jih vsi že tako željni, da resnično upam, da bo 24. april novi 27. april, da bomo imeli 2 dneva osvoboditve v aprilu in evo, srečno na volitvah, srečno pri tvoji kampanji. Z gospodom Klemenčičem se dobro pogovorita in sem prepričana, da bomo še slišali za vas, tako da srečno. Najlepša hvala. Hvala vam vsem, celi ekipi, odlična motivacija. Srečno. Hvala, lahko noč, srečno.